Nadaljujemo z našimi predstavitvami. Naslednja skupina predavateljev prihaja iz družbe Slovenski državni gozdovi. Naslov je Izkušnje in poudarki družbe Slovenski državni gozdovi pri upravljanju urbanih gozdov v lasti Republike Slovenije. Predstavitev bo izpeljal kolega Primož Habjan. Ta čas, ko ga še ozvočimo, samo kratek komentar, ker ta številka 25 let urbanega gozdarstva včasih koga malo zbode. Vsi se zavedamo, da so bile že prej posamezne pobude. 25 let je od te evropske akcije Koste 12, na kateri smo skušali harmonizirati od bi rekel, Skandinavije do Grčije, kaj je urbano gozdarstvo, na eni taki administrativno-upravni logistični ravni. Zato je ta številka 25 let. Izvolite. Hvala za napoved. Lepo pozdravljeni vsi v mojem imenu in imenu družbe Slovenski državni gozdovi. S sodelavci smo se odločili, da za gozdarske študijske dneve izvedemo analizo upravljanja urbanih gozdov v lasti Republike Slovenije. In sicer smo se odločili, da primerjamo urbane in neurbane gozdove, ki jih imamo v upravljanju, po tehle 8 vidikih, ki jih lahko vidite v elipsah. Zdaj jih ne bom našteval, ampak se bomo sproti v tekom predstavitve spoznali. Zdaj, ko govorim o urbanih pa neurbanih gozdovih, govorim seveda samo o teh, ki jih imamo mi v upravljanju, pa ko rečem neurbani gozdovi, mislim na vse gozdove, ki pač niso urbani. No in takoj na začetku smo se srečali s prvim, verjetno tudi največjim izzivom te analize, namreč kako identificirati urbane gozdove. Tudi mi smo ugotovili, da neke ustaljene, dogovorjene definicije urbanih gozdov ni, zato smo se odločili nekako na lastno pest definirati urbane gozdove, in sicer po 2 kriterijih. Prvi oddaljenost od naselja in drugi poudarjenost funkcij. Zdaj, pri funkcijah smo si izbrali 3 funkcije, ki so po našem mnenju ki nekako najbolj karakterizirajo gozd kot urbani gozd, in sicer rekreacijsko, turistično in pa poučno, in sicer samo tam, kjer so te funkcije poudarjene na prvi stopnji. Pri oddaljenosti od naselij pa smo nekako izbrali 3 radije oddaljenosti glede na število prebivalcev v posameznem naselju. Poglejmo, ali pa gremo še takole. Za prostorsko analizo smo vzeli 3 prostorske sloje, in sicer vplivno območje naselja, potem zemljišča, ki jih imamo v upravljanju, in pa sloj tistih 3 prej naštetih funkcij gozdov. Te 3 sloje smo presekali in pridobili prostorski sloj urbanih gozdov. Pa si poglejmo to kar na primeru Nove Gorice. Tale rumena obroba, to smo ročno za vsa naselja, ki so prišla v poštev v naši analizi, smo takole narisali obod naselja. Temu obodu smo potem glede na število prebivalcev naselja dodali vplivno območje oziroma radij. V primeru Nove Gorice sta to 2 kilometra od oboda naselja do roba vplivnega območja. Dodali smo prostorski sloj teh poudarjenih funkcij. Kakšen slab stik. Ja, saj po moje se bomo slišali. Torej, ta zelena maska so poudarjene funkcije. Tale roza oziroma vijolična maska so zemljišča, ki jih imamo mi v upravljanju, in zdaj, če presekamo vse te sloje skupaj, pridobimo prostorski sloj urbanih gozdov s tole oranžno masko. No, in ko smo enkrat ta prostorski sloj dobili, smo vzeli še druge baze podatkov. Z bazo podatkov o odsekih od Zavoda za gozdove smo pridobili informacije o rastično-gojitvenih razredih teh urbanih gozdov, pa kje se pojavljajo, se pravi na kakšnih nadmorskih višinah. Zdaj pa res ne vem več, kaj imamo. Iz drugih lastnih evidenc smo pridobili informacije o tem, kakšne so dolžine gozdnih učnih poti v teh urbanih gozdovih.
potem kakšna oziroma koliko smo v izbranem obdobju vložili v socialne funkcije in pa katere nepremičninske pravice smo v urbanih gozdovih podelili. Ko rečem nepremičninske pravice, tukaj mislim na razne služnosti, soglasja, kakšna dovoljenja, krajše najemne pogodbe za izvajanje kakšnih aktivnosti. In pa s podatki o delovnih nalogih za sečno in spravilo smo potem pridobili informacije o samih stroških, potem pa o pogostosti vračanja v urbane gozdove in pa o koncentraciji poseka oziroma odkazila v teh gozdovih. No, prvi rezultati, ki smo jih pogledali, so torej sama površina urbanih gozdov. Ugotovili smo, da imamo v upravljanju po naših kriterijih dobrih 1500 hektarov, kar znese približno 0,6% celotne površine gozdov, ki jih imamo v upravljanju. Tukaj na desni pa lahko vidite 6 naselij, ki so danes z največ urbanimi gozdovi v našem upravljanju. Naslednje, kar smo pogledali, so nadmorske višine teh urbanih gozdov. Tukaj smo ugotovili kar precejšnjo razliko, namreč urbani gozdovi se najpogosteje pojavljajo v višinskem pasu med 300 pa 500 metri. Potem tale modus tukaj na levi je ravno Panovec pri Novi Gorici. Medtem ko pa se neurbani gozdovi pojavljajo večinoma med 500 in 800 metri nad morjem. To izhaja predvsem iz tega, da se največji državni kompleksi nahajajo ravno v predelih, kjer so te nadmorske višine. In precej pogojeno tudi s prejšnjim slajdom so razlike precejšnje tudi pri skupinah gozdnih rastiščnih tipov, namreč neurbani gozdovi so najbolj pogosti v jelovih bukovih in pa podgorskih bukovih na karbonatnih in mešanih kamninah. Urbani gozdovi pa precej nasprotno ravno na silikatnih kamninah, in sicer so najpogostejša rastišča podgorskih bukovi in pa gradnovih belogabrovi in hrastovi. In iz teh rastiščnih tipov lahko sklepamo tudi že malo na, ali pa kasneje tudi malo na stroške sečnja in spravila. Še prej si bomo pa pogledali, kakšna je bila skupna količina poseka. Izbrali smo obdobje od leta 2000 do maja letos, se pravi dobra 4 leta. Zdaj, absolutna številka niti ni toliko zanimiva, precej pa je razlike tukaj pri koncentraciji poseka, se pravi, tukaj lahko govorimo tudi o velikosti delovišč in vidimo, da je v urbanih gozdovih, da je ta koncentracija poseka bistveno nižja kot v neurbanih gozdovih. Seveda glavni razlog tukaj vidimo sam obseg oziroma površino delovišč. V urbanih gozdovih je ta precej pogojena z razdrobljenostjo parcel, pa tudi deloma s fragmentacijo gozda, torej to dvoje oboje privede do tega, da so delovišča precej manjša. No, pri jakosti sečnje pa je slika ravno obratna, je pa v urbanih gozdovih jakost bistveno višja. To si razlagamo s tem, da v urbanih gozdovih, kot smo danes že slišali, večkrat prihaja do sanitarnih sečenj zaradi spremenjene drevesne sestave, pa tudi zaradi nižjih leg. Neurbani gozdovi pa se večinoma nahajajo tudi na področjih, kjer imamo v upravljanju več, dajmo tako reči, pasivnih površin, torej površin, kjer se gospodarjenje ne izvaja. Pri pogostosti vračanja v gozd smo ugotovili, da praktično tisti odseki, ki so bili gospodarjeni v izbranem obdobju, se pravi od 2000 do 2024, nekako kakšnih velikih razlik ni, torej vrnili smo se približno 2,9-krat v ta isti odsek, je pa razlika pri tem, kakšen je delež vseh aktivnih odsekov. Se pravi, v urbanih gozdovih smo v 35% odsekov v tem obdobju šli noter z nekim ukrepom, v neurbanih gozdovih malo manj, in spet ta razlika verjetno na račun potrebe po sanitarni sečnji. Pri stroških sečnja in spravila smo ugotovili kar precejšnjo razliko. V tejle tabeli prikazujemo tehtana povprečja, se pravi tehtana z kubiki.
In ravno največji delež te razlike bi lahko pojasnili s tole spodnjo tabelo, namreč v urbanih gozdovih je bistveno večji delež delovnih nalogov z majhnimi količinami. Vemo pa, da majhne količine na delovnih nalogih s seboj pripeljajo večje cene na kubični meter, kot smo tlele prikazali. En manjši del tele razlike pa lahko zopet pojasnimo tudi z sanitarno sečno in pa recimo malo zahtevnejšimi pogoji spravila, kot smo prej lahko videli iz samih rastišč, torej silikatne kamnine prevladujejo, kar s seboj pripelje rahlo oteženo spravilo. Pri vlaganjih v socialne funkcije smo ugotovili, da povprečno letno namenimo dobrih 45.000 evrov. S tem, da bi tukaj dodal opombo, da je to povprečje za celotno obdobje obstoja družbe, se pravi 2016 do danes, medtem ko zadnja leta praktično vsako leto namenimo 80.000 evrov za socialne funkcije. In vidimo, da je razlika med vlaganji v urbanem gozdu pa neurbanem gozdu občutna, seveda, če gledamo stroške na hektar. No, nekaj od teh sredstev pa namenjamo tudi za vzdrževanje gozdnih učnih poti, kjer smo analizirali, kakšna je dolžina oziroma gostota teh poti na hektar, in tudi tukaj vidimo, da je gostota poti bistveno višja v urbanih kot v neurbanih gozdovih, kar je po eni strani logično, saj je ravno v okolici naselij potreba ali pa smiselnost umeščanja teh gozdnih učnih poti v prostor večja kot v neurbanih gozdovih. Podobna slika je pri podeljenih nepremičninskih pravicah. Torej, lokalne skupnosti jasno izražajo potrebo po raznih soglasjih in pa dovoljenjih blizu naselij, zato imamo parcel oziroma delež parcel, kjer smo podelili take nepremičninske pravice v urbanih gozdovih 4-krat večji kot v neurbanih gozdovih. Če pridemo k zaključkom, prvi tak zaključek je, da je velik vpliv na same rezultate imela naša definicija urbanih gozdov, se pravi to naše izbira velikosti vplivnih območij, izbira funkcij. Potem je treba tukaj poudariti, da pri gospodarjenju v urbanih gozdovih seveda ekonomski vidik ni prvotnega pomena, ne, ampak je prvotni pomen ravno sečnja, ki se jo izvaja zato, da se ravno poudarjene socialne funkcije bolje uveljavljajo v gozdu. Prav tako je sečnja pomembna zaradi varnosti obiskovalcev, ne pa toliko zaradi same ekonomike. No, česar še nismo omenili, pa bi verjetno lahko iz tega naredili celotno samostojno analizo, je sečnja nevarnih dreves, ki se jasno pogosteje pojavlja v urbanih gozdovih. Pri nevarnih drevesih je pa ekonomika na povsem zadnjem mestu, tukaj govorimo o praktično irelevantni vrednosti lesne mase, je pa tukaj pa še toliko večji poudarek na varnosti same izvedbe in pa na varnosti potem tistih urbanih gozdov, kjer so bila odstranjena nevarna drevesa. Tukaj na desni lahko vidite primer iz Litije, kjer smo nedavno odstranjevali nevarna drevesa nad Plečnikovim spomenikom. Seveda tukaj pri nevarnih drevesih govorimo o specializiranih tehnikah in mehanizaciji. Sama sečnja in odprema tudi v urbanih gozdovih mora biti rahlo prilagojena. Pri sečnji seveda je poudarek na označevanju delovišč, na izvajanju sečnje v času, ko je pritisk na gozdove najmanjši. Govorim tako sezonsko kot znotraj dneva, ne, se pravi sečnjo izvajamo zgodaj zjutraj, da se izognemo potem tistemu popoldanskemu višku obiska. Pri odpremi pa želimo hlodovino in ostale sortimente čim prej odpremiti, tako z vidika varnosti, kot pa z vidika privlačanja pozornosti širše javnosti. Velik pomen dajemo na predhodnem obveščanju javnosti. En tak primer smo imeli nedavno tukaj v bližini na Brdu, kjer smo v avgustu izvajali sečnjo. Smo preko družbenih omrežij kot tudi lokalnih in nacionalnih medijev, mislim, da dokaj uspešno obvestili vso javnost, da se bo tam sečnja izvajala, in tudi ni bilo nikakršnih težav.
Naj pa zaključim s tem, da naša družba vidi gospodarjenje v urbanih gozdovih kot eno veliko priložnost za uveljavljanje gozdarske stroke, za utrditev njenega ugleda in veljave tudi v širši javnosti. Hvala lepa za vašo pozornost.